borce, ki so ti ljudje prešteti, so pač jasne evidence, kdo je to, kako so nevarni. Na tiskovni SDS smo lahko slišali, da v bistvu obstajajo tudi nekatera stanovanja, v katerih se te pač... Glejte, jaz vam seveda s konkretnimi podatki ne morem tukaj postreči, to je bila zaprta seja, na kateri smo seveda slišali tudi informacije, o katerih vi sedaj sprašujete. Jaz vam samo še enkrat lahko ponovim, da vsi organi delajo aktivno, dobro, da so zadeve pod kontrolo, da tudi če pride v javnost kakšne informacije, da naše obveščevalne službe ali pa policija ali kdorkoli drug ni imel ali pa nima informacij, da te informacije bolj ali manj ne držijo. Jaz sem z izplenom, bi rekel, tega sestanka zelo zadovoljen. Se moramo pa zavedati, seveda, da se tudi situacija iz dneva v dan spreminja, da tako pa smo že slišali, Slovenija seveda ni neka izolirana oaza, ki jo seveda ne more v prihodnosti prizadeti tudi ne zadnji kakšen teroristični dogodek ali kaj podobnega. Ampak ni bilo Webra, ni bilo Erjavca, bili so na mestu državni sekretarji, bili so, tako kot sem rekel, predstavniki s podatki, ki smo jih želeli slišati, te podatke smo tudi dobili. Mislim, da je ta seja svoj namen dosegla. Teh ljudi ni možno inkriminirati? Ali ste govorili tudi kaj o spremembi zakonodaje? Govorili smo tudi o spremembi zakonodaje, ne nazadnje resolucija Varnostnega sveta 2078 zahteva seveda od članic Združenih narodov, da seveda ukrepajo proti tem vojakom, tem skrajnežem, ki bi odhajali na ta bojišča in da v primeru, da zakonodaja zdaj to ne omogoča, tudi to zakonodajo prilagobijo oziroma jo spremenijo. Tudi tu smo dobili zagotovila, da se seveda že zdaj proučujejo, seveda proučuje se naša zakonodaja, v koliki meri seveda temu zadošča, če temu ne zadošča. Jaz mislim, da lahko pričakujemo v kratkem seveda tudi v parlamentarno proceduro dobili predloge spremembe te zakonodaje. Ste kakšne sklepe sprejeli, ali ste samo... Ne, mi smo sprejeli samo en sklep, da smo se seznanili s trenutno situacijo, varnostno situacijo v Sloveniji in pa seveda s temi ostalimi dogodki povezani seveda s islamsko državo in tem islamskim ekstremizmom. Eno stvar bi pa seveda še rad sam poudaril, nikakor ne gre seveda povezovati islamske skupnosti v Sloveniji, v Evropi in po svetu, seveda s tem, kar se dogaja v Siriji in Iraku. Islamska skupnost se je tudi sama že velikokrat ogradila od tega in mislim, da je bilo napačno, če bi kdorkoli razmišljal, da so pripadniki te skupnosti seveda povezani s to zgodbo. So varnostni organi pojasnili, zakaj pač slovenska javnost ni bila obveščena o teh posameznikih, ki so prišli v Sirijo? Poglejte, varnostni organi slovenski zelo dobro poznajo razmere. Poznali so tudi ta imena, ampak treba je povedati, da so ti podatki, ki so prišli v javnost, niso ušli v Slovenijo, ampak nekje druge. To pa je nekaj, na kar tudi slovenski varnostni organi oziroma agencije SOVA in OVSE seveda niso imeli nobenega. Se pravi, so vsi ti ljudje prešteti, za njih se ve se, kaj predstavljajo. So to posamezniki ali desetine, različne scenarije poslušali? Glejte, nadzor poteka konstantno. To je zelo okvirno vprašanje. Nadzor poteka konstantno, je potekal v preteklosti, poteka v tem trenutku in bo potekal še bolj intenzivno tudi v prihodnjih. Tako da, kar se tiče, to še lahko dodam, varnosti v Sloveniji v tem trenutku ogroženosti je minimalna, česar se seveda povsem ne da izključiti. Kar se pa tiče udeležencev slovenske vojske na nekaterih misijah mednarodnih, tam bi bila pa mogoče ogroženost za kakšno stopnjo višja, pa še vendar to ni tista visoka ali pa zelo močna ogroženost teh naših pripadnikov. Ampak okvirna številka, govorimo o desetinah, stotinah? Nekaj teh posameznikov. So tudi ženske med njimi? Ne morem o podatkih govoriti. Ženske so enakopravne v vsem, verjamem, da so potem tudi pri tej zadevi. Hvala.